Danes imamo za vas pripravljen nov video in sicer bomo unboxali gaming headset JBL Quantum One. Sam Miza je prav zna. Ok, jih imam že. JBL, verjetno vsi poznate, je proizvajalec zelo kvalitetnih zunanjih zvočnikov, ki jih ima skoraj vsak Slovenec doma. Bolj kot to so pa poznani v profesionalnem audio svetu kot eden izmed najboljših brandov na področju zvočnikov. Torej, izjemno dober renome, ki sedaj vstopa na trg gaminga, na trg videoiger z JBL Quantum serijo izdelkov. Na review imamo njihovega top doga, torej najdražji model One. Vidimo, da takoj na prvi strani je feature, ki ga izpostavlja JBL Quantum Sphere 360. To je softverska rešitev, ki jo JBL vključuje z vsemi njihovimi Quantum izdelki oziroma v tem višjem cenovnem razredu in sicer zaznava gibanje glave in na podlagi tega prilagaja zvok, tako da je res najbolj immersive, najbolj poglobljen surround sound, ki je sploh mogoč. Razen tega vidimo, da je high-res audio support, torej da ima res dober bitrate, nima veze, bolj kot to pomembno, da je certificiran za delovanje z Discordom. Torej, za gamerje verjetno najpopularnejšim programom za komunikacijo, kot tudi podpira DTS Headphones 2.0. Primarno narejen za uporabo z PC-ji, ampak podpira tudi uporabo na Xboxu, PlayStationu, Nintendo Switchu, na mobilnih napravah, Macu in z VR headseti. Ima detachable mikrofon, torej lahko mikrofon odstranimo fizično od headseta, če hočemo imeti JBL Quantum One recimo na bus ali kaj takega. Verjetno ena najpopularnejših, najpomembnejših funkcij izdelka je to, da ima Active Noise Cancellation. To pomeni, da izdelek aktivno ima mikrofone na zunanji strani slušalke, ki poslušajo šume iz okolice ter programsko, torej v sami slušalki, generira zvok, ki je inverzen, torej obraten od šuma iz zunanjosti. V praksi to pomeni, da ko si date JBL Quantum One na glavo, okolica izgine. To je funkcija, ki jo je zelo popularno naredil Bose z svojimi headseti za letala. Sedaj tu v še izboljšani verziji za gamerje, ki imajo probleme s tem, da se jim v njihovi okolici nekdo dere. Perfect choice. Ima frekvenčni odziv od 20 do 40 kHz. Človeško oko sicer sliši samo med 20 in 20 kHz, torej 20 Hz do 20 kHz. To se zmanjšuje z starostjo. Slušalke reproducirajo bistveno več od tega. To ne pomeni, da je pač tisto, kar je nad in pod tem brez veze, daleč od tega. To pomeni, da je ta zvok, oziroma ta zvok vseeno občutiš in je reproduciran in ga zaznaš mogoče ne direktno z ušesi, marveč z vibracijami in z vsem tem, kar pride zraven. Poleg tega vidimo na specifikacijah, da je driver 50 mm. To pomeni, da so sami zvočniki v notranjosti slušalke, so membrane, ki so 50 mm velike, kar je realno ogromno in je številka, ki jo le redko vidimo pri gaming headsetih. Večinoma so tam med 30 in 45. Pri 50 je to izjemna razlika, ki jo najdemo pogosto le v audiofilskih rešitvah. Razen tega še ima 3,5 mm jack za connection kot USB Type-A. Pa nekaj ogromno kablov, ki pa trenutno niso toliko važni. Če odpremo embalažo, ta res fenomenalna embalaža, kar bi sicer v tem cenovnem razredu tudi pričakovali. Torej vidimo, da so tu narisali, kako deluje ta JBL Quantum Sphere. Je neka taka inovacija, ki je doslej ni imel noben. Če gremo naprej, imamo še JBL Quantum Engine. To je software, ki ga ima JBL narejenega za upravljanje z samim headsetom. V tem si lahko nastaviš kakšne so specifikacije zvoka, torej equalizer, lahko si nastaviš več basa ali manj trebla ali več visokih zvokov, več nižjih. Po preferenci so narejeni tudi neki profili, lahko nastavljaš profile osvetlitve in več. Ok, da ne bom zdaj tu 20 minut govoril o nekih specifikacijah in nakladov, gremo pogledat, kakšen je izdelek dejansko v notranjosti in gremo unboxat zadevo.
plastična vratca, ki zagotovijo, da se noben drug ne dotakne headseta, preden ga kupi. In če potegnem celoten izdelek izven škatle in se ga dam malce na stran, da pridem do njega, ko bomo tako daleč. V notranjosti je noter še ena škatlica z... Kako pa to odprem? Ok, aha, vidim, da se odpre spodaj in na to zgor. Ok, nice. Nimam pojma, kaj je to, kar imam pravkar v roki. Zgleda kot nek 3,5 mm jack, ki ima na sebi gor bubico za uho. Ne vem, kaj je to, bo potrebno pogledati v navodila. Dejansko 3,5 mm TRRS jack, ki ima 4 pole in pa zgleda kot neka membrana za uho, ki ima v notranjosti nek kabel, kot rečeno ne vem, bo treba pogledati v embalažo. Ok, če nadaljujem, kabel, torej, to so wired slušalke, ne delujejo na Bluetooth, so na kablu, kar je v dostih primerih boljše, saj ni potrebno prazniti, oziroma ni potrebno polniti baterij, ni se potrebno sekirati s tem, če nam bo zaradi lepih svetlobnih učinkov baterije zmanjkalo. No, v notranjosti dobimo lep braided kabel, ki ima noter take lepe oranžne pikice, na črnem kablu sicer, konektor TRRS na eni strani, potem inline remote, s katerim nadzorujemo glasnost, in mikrofon on-off, in potem na drugi strani predvidevam, da je to konektor za samo slušalko. Nadalje, mikrofon, ki zanimivo ima dva zatiča, nek locking mehanizem in potem TRRS spet za mikrofon. Ta je upogljiv v vse smeri, bomo videli, kako to na samem izdelku izpade. Zdaj pa navodila, res me zanima, kaj je tisti kabelček tam. Quick Start Guide in sicer, aha, zanimivo, dodajo v embalaži kalibracijski mikrofon. Zdaj, če je to za zunanjost ali notranjost, bomo preverili. Res fascinantno. To zdaj prvič v življenju vidim, da bi kakšen proizvajalec na gaming področju dodal kakšno takšno zadevo zraven. Tu so pa potem navodila, energy ratingi, to je vse realno. Prav zato. Ok, gremo na fizičen izdelek, to me najbolj zanima, pa tudi vas verjetno, pa da vidimo, kaj je v notranjosti. Tu na zadnji strani vidim že nek kabel, nek inline remote. Ok, tako, gremo, odpremo. V notranjosti dobimo zraven inline remote, torej tisti kabel, ki sem ga malce prej pokazal, je verjetno mišljen za takrat, ko smo na poti. Sicer dobimo tule v embalaži res ličen remote, ki ga odložiš na mizo in ki ima končne točke, lahko nastavljamo volumen, lahko nastavljamo koliko se sliši katerega inputa. Na eni strani USB, verjetno je tu noter tudi čip, ki poganja celotno to zvočno izkušnjo, ter tisti Sphere 360. Na drugi strani pa USB tip C konektor, ki se ga pa verjetno vklopi v slušalko. Zadeva ima na spodnji strani tako gumijasto podlago, s katero zadeva ne drsi na mizi. In zdaj pa glavna zadeva, ki smo jo prišli danes vsi gledati. Na zadnji strani so zatiči, ki jih moramo ven vzeti. 1 in 2, super. Ter moment resnice. Ok, nisem naredil, ok. Oh, nice. Super. Slušalke, zdaj, ko jih imam v roki, so res velike, se mi zdijo. Napram modelu 800, katerega unboxing lahko prav tako pogledate na našem YouTube kanalu, so precej večje, bolj bulky, ampak vseeno tako izgledajo po velikosti, so primerne drugim flagship gaming headsetom, mogoče so nekoliko debelejše, ampak to je v celoti zaradi teh memory foam, kako je to fajn mehko, nice. Memory foam earpadov. Ok, če gremo skozi fizični izgled, nastavljiv stranski profil, isto memory foam na zgornji strani headbanda, v notranjosti napisi levo in desno,
ki so in spodaj potem se pod to neko tako folijo se vidi tudi profil samih slušalk oziroma samega speakerja v notranjosti. To je vizualno zelo lepo. Bolj kot to me preseneča, da so uspeli toliko tipk zriniti na en headset in sicer zgoraj imamo tipko za bog ve kaj, takoj preverim. 0.1 je Active Noise Cancellation in ledica za izklop in vklop le-tega. Potem ena niže je Talk Through, torej da govorimo skozi. Nadalje imamo nastavljanje volumna z dialom gor in dol. Ter seveda mutanje mikrofona, še ena opcija direkt na sami slušalki. Kot rečeno, prej se pokonektamo spodaj na USB tip C konektor na spodnji strani, ter potem tu je 3,5 mm TRS jack. Na prednji strani oziroma na prednjem delu, vse dejansko na levi slušalki, čisto vse, je še adapter oziroma še luknja za headset, torej ki se ga priklopi enostavno s klikom in ostane trdno na mestu. Slušalke so nastavljive z kar lepim kotom, ne škripajo niti malo, so dovolj fleksibilne in obenem relativno lahke, tako da ni bojazen, da bi bile neudobne na glavi. Zdaj to moram zdaj dejansko probati, kako to na glavi občutiš. So over-ear design, torej pokrijejo uho in ne moti, oziroma ne bo prišlo do tega problema, da pritiskati na ušesa skratka in začne zaradi tega nas boleti glava ali karkoli pač že. Pokrijejo lepo uho, memory foam padi z lepo usnjeno teksturo, ne vem, če je to dejansko usnje, so izjemno mehki na ušesih in upraviči svojo ceno z samim fizičnim izgledom. Na strani je dosti nekih profilov, ki mislim, da bojo kar lučke in dajmo še to preveriti, kako deluje ta. Osvetlitev naj bi bila res, vsaj glede na slike na spletu, nekaj fenomenalnega. Prižge se na inline remotu lučkica in da priklopim, no. To, bum. In to je to. To je tisti glavni unique point slušalk, gaming headseta. To je razlog, zaradi katerega se bodo te slušalke prodajale izjemno dobro v prihodnosti, ker imajo tak spektakularen videz, ki na slikah izgleda fenomenalno, ki izgleda tudi v real lifeu fenomenalno. To se mogoče na kameri ne vidi toliko zaradi teh močnih luči, ampak to je zelo svetla barva in osvetlitev res močna. JBL Quantum One. Verjamem, da bomo videli JBL-a bistveno več v prihodnosti, vsaj v gaming svetu, kot smo ga doslej, ker ga ni bilo, ampak vseeno to predstavlja dober prvi korak v svet gaminga strani JBL-a. Hvala za ogled, ne pozabite subskrbati, followati, lajkati, komentirati, karkoli pač že in se vidimo v naslednjem videu. Peace out!